Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli. Danes skupaj pogledamo že v 16. utrinek in ponovno je z mano posebna gostja, srčna dama. Naslov današnjega utrinka se glasi bolečina. Današnja tema je mogoče malo drugačna, kot smo jo bili vajeni do sedaj. Pogledali jo bomo z različne perspektive. In zelo sem hvaležna, da je danes z mano res dama, srčna dama, ki je o svoji bolezni, svojih bolečinah spregovorila tudi na javni televiziji. Prosila jo bom, da nam bo povedala malo več, kdaj je spoznala, da se v njenem telesu dogajajo drugačni procesi, nekoliko neprijetni, in kako je šla skozi oziroma kakšne korake vsakodnevno jemlje, da se sovpade s to bolečino. Draga Teja, prisrčno dobrodošla. Hvala, Rebeka, hvala za povabilo, mi je zelo v čast. No, kot sva rekle, jaz sem se nekje začela z bolečinami soočati že mogoče v srednji šoli, ampak res tiste močne so pa nekje 15-20 let. Traja potem, preden ugotoviš, kaj ti je, in ko končno dobiš neko diagnozo, da čutiš olajšanje in s tem tudi nekako lažje prenašaš vse bolečine, iščeš poleg zdravniške pomoči tudi razno alternativo. Postaneš pozitiven, optimističen in jaz mislim, da je to uspeh. Super. A pogledava najprej utrinek, kaj pravi? Lahko. Tako. Bolečina. Bolečina nas ustavlja. Bolečina nas opozori. Telo nam pravi ne. Prosi nas, da se ustavimo. Prisluhnimo svoji bolečini. Kje nas boli? Kaj nas boli? Kdaj nas boli? Poiščimo odgovor, zakaj nas boli. Telo nas prosi, da se ustavimo. Včasih nas prosi, da naredimo kaj drugače. Včasih nas opozori, da rabimo čas zase. Prisluhnimo sebi. Prisluhnimo svojemu telesu. Preden besedo prepustim Teji, bi mogoče samo utrinek prebrala, kako jaz vidim, kako jaz najdem sebe v teh besedah. Bolečina. Bolečina me ustavlja. Pred leti sem tudi sama šla po poti, kjer sem raziskovala, kaj se dogaja v mojem telesu, kaj mene ustavlja z bolečino. Danes vem, da je telo me takrat opozorilo, ampak ne samo opozorilo, reklo je že ne. Prosilo me je, da se ustavim. Šla sem skozi iskanja svojih odgovorov. Kdo sem? Kaj sem? Kaj čutim? Kaj me boli? Zakaj me boli? Kdaj me boli? Če telo mene prosi, da se ustavim, kaj delam narobe? Predvsem, kaj je tisto, kaj lahko jaz naredim drugače? Šla sem čez veliko stopnic, kjer sem na koncu tudi spoznala, da sem se mnogo časa dokazovala, da sem dovolj dobra, da mi bo uspelo. Želela sem si potrditve. In tudi, ko sem res tisti dan že veliko opravil naredila, veliko dela, sem želela dokazati, da zmorem več. Ampak naše telo je tisto, ki nam pogosto dovoli, da delamo več, da ga nekako popeljemo do roba, do njegovih zmožnosti. Ampak potem pa pride tudi trenutek, kjer si želi počitek. Ker tudi telo je tisto,
ki rabi nazaj svojo moč. In z našimi mislimi, našimi dejanji mu lahko dajemo moč ali mu moč jemljemo. Če jaz razmišljam, sem vredna, jaz sem vredna, jaz čutim v sebi žar in čutim, celo telo vibrira z mano. Če jaz razmišljam, ne bo mi uspelo, zopet ne bom dobro naredila, pa spet jaz, pa zakaj se to samo meni dogaja? Jaz čutim, kako se moje telo krči. In zato je vsak od nas tisti, ki mora začeti pri sebi. Če nas obiščejo bolečine, bolezen, se vedno posvetujemo z zdravnikom, poslušamo njihove nasvete, sledimo zdravljenju. Ampak na drugi strani pomagajmo tudi sebi. Kaj je tisto, kar lahko naredimo, da mi tudi zasijemo, da čutimo, da se ne rabimo dokazovati, da vemo, da smo vredni, da zmoremo, da se nam določene stvari dogajajo z namenom, da nam v življenje osebe prihajajo kot naši učitelji. Privoščimo si tudi počitek, sprostitev. S tem ni popolnoma nič narobe. In ko sem šla čez svojo pot in ko gledam za nazaj, nič ne bi spremenila. Vse, kar se je zgodilo, se je prav, saj v tistem trenutku sem tudi sama delovala tako, kot sem najbolje znala. Na tej točki mi je pa pomembno, da si znam vzeti tudi trenutek samo zase, kar me usrečuje. Včeraj zvečer sem se prav spomnila, ženske si umijejo lase in si vzamemo čas, ko si sušimo. Pokvaril se mi je sušilec za lase. Imamo še enega rezervnega, ki pa dela z manjšo močjo. Lahko bi izbrala in bila jezna, zdaj moram imeti pa s tem si sušiti, pa bom toliko več časa porabila. Ampak meni je bilo prav všeč, ker dejansko sem s tem namenila 5 minut več časa samo sebi. Tako da, Teja, prosim tebe, povej svojo zgodbo, kako razvajaš ti sebe, kako iščeš svoje dobre misli, dobra dejanja. Izvoli, beseda je tvoja. Najprej bi rada povedala, da se z vsem tvojim, kar si povedala, strinjam. Je pa res, da delo na sebi prinese tudi lahko zelo velike rezultate, pozitivne rezultate. Tako da jaz si pomagam, ali recimo si dam glasbo na glas, pa zraven pojem, privoščim si večerne kopeli z vročo vodo, razne sprehode, klepete s prijateljicami. Potem tudi bom kar povedala, da sem vodja v društvu za fibromialgijo, kar me tudi nekako izpopolnjuje, mi da veselje, sploh ko vidim, kaj mi moji člani oziroma člani celotnega društva vrnejo. In tule imaš neko motivacijo, tule vidiš neko svetlo točko v življenju. Tako da mislim, da je prav, da imamo vsi nek cilj, neko pozitivo, neko to svetlo točko, da si najdemo, ki nam lajša in bolečine, da nas usrečuje. Ne vem, če bi še kaj dodala, ampak res ta pozitiva in druženje. Ja, pa tudi, ko pridejo temni trenutki oziroma ali bolečine ali temne misli, pogledamo, kaj se nam dogaja. Mogoče takrat pokličemo nekoga, ki nam je blizu, pa da nam pomaga, ali z besedami, ali pa mogoče samo da namig. Ne vem, da mene nekdo pokliče, pa rečem, danes pa nisem v redu, pa ne vem, pa zopet te dvomi, pa mi da samo namig. Rebeka, spomni se, a veš, zadnjič si pa rekla, da te to pa to usrečuje. Tudi zato smo si, da si pomagamo, da se dvigujemo, ker jaz vem, da vsak od nas se znajde na razpotju, kjer v tistem danem trenutku ni najboljši moči, ampak
dajmo takrat si pomagati, če imamo koga ob sebi ali pa sami, najdimo neko točko, ali se pa vrnemo, kaj nam je uspelo, kaj smo dosegli in naj nas tista misel vodi naprej. Bolečina, ki se zgodi po telesu, kje se nam zgodi, zakaj se nam zgodi, kaj nam telo sporoča. Ker ko damo res sebe v tisto dobro stanje, ko razmišljamo o dobrih stvarih, vidimo lepe stvari, gremo z srčnostjo, z ljubeznijo, z hvaležnostjo. Jaz verjamem, da je res tudi naše telo temu hvaležno. In jaz sem res vesela, Teja, medve, ko sva skupaj, ko se pogovarjava, včasih se mi zdi, da sem kar pol metra nad tlem, ker nam je res fajn, ker se pogovarjava o nekih intenzivnih občutkih, hvaležnosti, gracioznosti, ampak res, če bi me pa to vprašal 20 let nazaj, oziroma bi mi nekdo o tem govoril, pa ne bi vedela, kaj to je. In danes sem hvaležna, ker vse to čutim in zato si res želim, da z besedami, z različnimi dejanji želim pomagati, povedati, da se da. In da čeprav je pot, kot pravimo po naši stopnici, včasih težavna, moramo dovršiti tudi iz nahrbtnika kaj, kar ne potrebujemo več, kar boli, ampak vedno na tisto mesto žalosti, jeze, razočaranja, bolečine pride mir, pride ljubezen, tista neka spokojnost in naj nam bo to vodilo za naprej, da mi smo tisti, ki sijemo in da nam je res fajn. In kljub temu, da imamo zahtevno temo bolečina, ne damo se. Dajmo jo premagati, dajmo poiskati moč, da iščemo v sebi res tisto najboljše počutje. In mogoče ta zanimiva zgodba, danes sem želela obleči eno srajco, tako, pa sem ugotovila, da se v njej ne počutim udobno, imam v omari vedno pripravljeno, se pravi, kaj za izredne situacije in ugotovim, da na mojem oblačilu danes piše Believe in yourself. Tako da verjemimo vase, ker moč je v nas. Če so bolečine, če so bolezni, zdravniki nam pomagajo, mi smo pa tisti, ki še dodatno hitreje lahko pridemo do naše ozdravitve. Se strinjaš? Popolnoma se strinjam. Ja, a pogledava še v karte? Lahko. Jaz te bom prosila, par trenutkov, da jih premešam, da se povežem, potem te bom pa prosila, da boš rekla stop. Še dvakrat, da jih pa lahko ustaviš. Tako? Stop. Ja. Pa pogledamo. Slonček, Ja, pridih čarobnosti, magic, ja, ja. res je. Od spodaj pa vidimo, da piše požar, plamen, preobrazba. Se pravi, če povežemo to z današnjim utrinkom, če se v nas dogaja požar, poskusimo ga pogasiti, da se plamen zmanjša in to je naša pot preobrazba. Za slone je pa že znano, da so tisti oznanilci, ki prinašajo srečo in ko pogledamo njih, njihovo moč, vemo, da zmoremo tudi to preobrazbo narediti. Na kaj pa tebe asociira slon? Definitivno na srečo, na nekaj lepega, da lahko mogoče ogromno dosežemo s svojo pozitivnostjo, veliko ljubezni, brezpogojne ljubezni, le verjeti moramo vase in vse to. In uspeh je tukaj. Tako da zgleda, da danes sprejemamo dodatno moč in na vse izzive, ki so pred nami, vemo, da bomo ta naš ogenj znali pogasiti in stopili na preobrazbo. Pa poglejmo še, kaj karta pravi.
pridih čarobnosti. Požar, plamen, preobrazba. Znašel si se v čarobnem požaru. Dovoli, da plameni odstranijo vse predhodne izkušnje, ki ti niso bile prijetne. Dovoli si iti skozi preobrazbo. Čeprav lahko preobrazba traja kar nekaj časa, vedi, da te na koncu čakajo trenutki čarobnosti. Vedi, da zmoreš iti skozi to pot. Zaupaj, ne obupaj. Če zaključiva utrinek na tak čaroben način, pa si pomagamo prav s to karto, ki nam o tem govori. Pojdimo skozi pot naprej. Če je potrebna kakšna preobrazba, pejmo, ker na koncu nas čakajo trenutke čarobnosti. Pomembno je, da vemo, da zmoremo, da mi smo tisti, ki bomo prišli na koncu do cilja. Ne obupajmo. Izvoli, Teja, dodaj še kakšno besedo. Ja, jaz bi tako rekla, trud se splača, čeprav včasih je pot malo dolga, ne obupati, nagrada je pa ogromna na koncu. Jaz bi samo tukaj. Res. Z Tejo vas pozdravljava z čarobnostjo. Želimo vam, da na svoji poti najdete veliko moči, da bo cela pot čarobna in da boste prišli na koncu do tiste super zaslužene nagrade. Se vidimo kmalu v utrinku številka 17. In še pomahava. Nasvidenje. Lep pozdrav, čau. Hvala, Teja. Hvala tebi.